Hvala za predstavitev. Jaz sem še en, ne? Upam, da se še hvala za tvojo jasno besedo. Jaz imam sicer še eno obvestilo. V soboto 19. se pravi, to je ta sobota, ki zdaj pride, je ob 7. zvečer v Rovtah maša za pobite domobrance. Tako kot vsako leto je pač enkrat v maju ta maša, v kateri ste lepo povabljeni. Po maši pa je pač že tradicionalno odidemo iz Rovt k Svetim Trem kraljem, se pravi ta pohod v spomin na odhod domobrancov iz Rovt. Tako da ste povabljeni k maši in potem tudi na pohod do Svetih Treh kraljev. Birmanska devetdnevnica je. Birmanci verjetno bojo šli. Jaz imam eno vprašanje. Ja, kar še. Kdorkoli od vaju mogoče ve, kdo, pa kdaj, pa zakaj je prišel do tega, da so kaj domobranci šli na Koroško? Kdo je dal tako mandat? Od ki? Hoče to videti. Torej, pogled, da boste vi, gospod, torej jaz to čisto 100% vam ne vem povedati. Oni so imeli dve možnosti, ali se omaknejo na zahod, torej proti Italiji, ampak tam seveda morate računati, da tle na Primorskem je bil 9. korpus, pa je bila 4. armada, je bilo s partizani zelo natlačeno in je bilo malo nevarno iti, ne. Medtem, ker Koroška se je pa zdela ljudem razmeroma blizu, bili so nekoliko naivni, ker so mislili, da so koroški Slovenci boljši, kot so bili. To je tudi moram reči, da so bili koroški Slovenci za marsikatera naše begunce razočaranje. Tam je bila tudi situacija bolj jasna, da bodo prišli čim prej v kontakt z Anglo-Amerikanci, ki pa veste, da so jih pustili na cedilu. Da so jih pravzaprav oni že na podlagi enih predhodnih dogovorov, pa zgleda, to veste, da je bila zelo pretretena v to tudi angleška partija, pa neka kajerska naveza, pa sovjetska obveščevalna služba. To niso tako trivialne stvari, kot mi danes mislimo. To je bilo že vse skupaj pripravljeno. Lahko je bila pa, veste, tudi kakšna izdaja znotraj domobranskih vrst. Ker poglejte, kar mi pozabljamo, veste, ta domobranska vojska je bila glede poveljniškega kadra malo čudna. Glejte, Vuk Rupnik, sin Leona Rupnika, on je bil pravzaprav vse slovensko niti ni govoril. On je bil po očetu, ker veste, Leon Rupnik je prestopil v pravoslavje. Potem še 2 elitna bataljona so tudi Srbi komandirali. In nedavno je umrl vojvoda Triglavski, gospod Šoštarič, upam, da sem prav priimk povedal. On je obljubljal, da bo napisal knjigo o teh domobranskih oficirjih. In tle so neke čudne stvari, veste, ker ti domobranski oficirji so bili v glavnem v domobranskih vrstah, ti Srbi, soglasjem Mihajloviča. Anglo-Amerikanci pa srbskih oficirjev niso vračali in četnikov niso vračali. In so celo opozarjali četnike na Koroškem, bežite čim prej v Italijo, da se vam ne bo zgodilo to, kar se bo domobrancem zgodilo. Tako da te stvari bi bilo treba še precej raziskati. Mislim pa, da ne bodo prijetne ne za Angleže, pa tudi še za marskoga drugega. Torej, veste, namreč vprašanje o nečem drugem, gledajte, aprila 1945 so imeli partizani pri nas občutek, da so zgubljeni, da je z njimi konc. In če ste zdaj spremljali tole proslavo tam pri Šoštanju, gledajte, ti Nemci niso imeli komu predati, se tam partizanov praktično ni bilo, ker so jih, ker je Tito jih imel ukazal, da ne gre eni na Koroška in na Trst,
In jaz se spomnim, ko sem bil tam pred 30 leti skupaj z generalom Avšičem, Brajevič je pa imel en govor, tak je bil pač en general iz 4. armade, je Jaka skozi govoril, laže, ne, je govoril za Brajeviča. Tako da, mislim, tudi te zaključne operacije so zelo čudne in pogledajte, kako so Anglo-Amerikanci vrnili 95.000 Hrvatov, mislim, se mi sploh zavedamo, kaj je to 95.000 ljudi. Že 9.500 bi bilo grozno, 95.000, ne. In tle moram reči, da so Hrvatje še glede tega raziskovanja zelo delali za nam. Srbi, mislim, so malo naprej, v Bosni tam je pa sploh še, tam pa še začenjajo, ne. Ampak jaz ne bi bil presenečen, veste, če bi se čez 50 let odkrilo, da je bila tle v mestu tudi kakšna izdaja, ne. Namreč, oprostite, da obranska vojska ni bila nesposobna. Bil pa je po mojem precejšen problem v poveljevanju pa v neki strategiji. Ampak morate računati, da oni se niso spopadali s slovenskimi partizani. Tle so šli, gor računite, Rusi, Bolgari, Srbijanci, tle seveda šla pa na Primorskem, ne, so bile zadeve zelo zapletene. Ampak potem, kdo je dal komando, ne vem, ljudje so enostavno šli gor proti Koroški. Ne, je le moral, paste, vse se je že Škof Rožman umikal na Koroško. Vrak si ga vedi, kdo je bil ta zate. Konkretno jaz ne poznam komande, no, to vam moram povedati. Zdaj ob koncu se pa vsi povabim na pijače, nekaj še prigrize, knjigo lahko dobite zdaj v Primojci. Lahko vam je tudi podpiše, če bo kdo želel podpis, stane po 15 evrov. Tako, ja, knjigo lahko dobite zdaj, če pa želite pa pozneje, lahko tudi pri meni doma ali pa na Mačkovi 6 v Ljubljani tudi prodajajo knjige. Tako da... Hvala lepa. Aha.